Ta avto bi zlahka imenovali tudi Honda hibrid. Tako zelo se zdi zares pomembno, da je Honda na evropski trg pripeljala novo generacijo modela HR-V, ampak ta avto zdaj na stari celini žene zgolj hibridni pogon. Gre za klasičnega hibrida, torej hibrida, ki svojo baterijo polni brez polnilnega kabla. No, še preden pa si ga ogledamo od bližje, pa kratko povabilo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem. Hibridni pogon Honde HR-V tvorita dva elektromotorja in 1,5-litrski bencinski motor. Ti delujejo v popolnoma benzinskem, hibridnem ali popolnoma električnem režimu in poganjajo izključno prednji kolesni par. Baterija se polni z rekuperacijo ob zaviranju, tako kot pri večini električnih vozil pa imamo na voljo način B, torej način, ki samodejno rekuperira takoj, ko spustimo stopalko za pospeševanje. Jakost rekuperacije, ki jo v praksi občutimo kot močnejši pojemek, lahko prilagajamo z obvolanskima ročicama. Hibridna tehnologija pri Hondi je že več kot 20 let. Do leta 2023 v Evropi bomo imeli samo še elektrificiran pogon pri Hondi. In ja, v Sloveniji se mi zdi, da počasi delamo en preboj. Zdaj seveda tudi načeloma drugega pogona pri Hondi niti ne bo. Kar pa ni nujno slabost. Jaz bi rekla, da mogoče je celo prednost, ker ponujajo ogromno, tudi vožnja s hibridom je prijetna. Tako da ja, ljudje so navajeni zdaj že tega in je to neka nova realnost, ki so jo popolnoma dobro sprejeli. Pri Hondi obljubljajo, da ima ta avto prednosti SUV-ja in igrivost kupeja. No, preprosteje pa lahko rečemo, da gre za tako imenovani CUV, torej za kupejevskega križanca. Hitro postane jasno, da je ta avto nekoliko manjši od tipičnih družinskih SUV-jev. To je hitro jasno, ko sedemo na zadnjo klop ali pa odpremo prtljažnik. Slednji ima prostornino le dobrih 300 litrov. Zato pa se nam po drugi strani še toliko bolj priročna zdi tale rešitev. Pri Hondi ji pravijo magični sedeži, Magic Seats. Poglejte, z le nekaj potezami lahko zadnjo klop zelo preprosto zložimo in žrtvujemo, s tem pa pridobimo zelo priročen prostor v zadnjem delu avtomobila. Sigurno ena dobra lastnost je, da ima ta tank na sredino umeščena, kar ponuja potem pri teh merah sigurno več možnosti, da je lahko tudi avto noter prostornejši. Armatura je tipično japonska, tipična za Hondo, brez pretiravanja, z detajli in z zasloni, ki so striktno usmerjeni k funkcionalnosti. Tukaj ni kiča. Novi HR-V je po svojem pogonu povsem soroden Hondinemu modelu Jazz. No in da bi ta hibridni pogon bolje spoznali, vas kar takoj povabimo, da je vaš naslednji klik naša videoreportaža s testa.